Turnir tu na Tirolskem v Innsbrucku bomo seveda izkoristili tudi za pogovor s predsednikom Hokejske zveze Slovenije, gospodom Matjažem Rakovcem. Lahko bi rekli takole, ko se fantje še pripravljajo za to zadnjo tekmo s Francijo, smo v največji meri lahko tudi s tem turnirjem zadovoljni na vkljub porazu z Avstrijci, kajti pomembno je, da so priprave za Soči, za res vrhunski turnir, ki nas čaka, stekle. Ja, moram poudariti, da sem tudi jaz osebno zelo zadovoljen tudi s prikazano igro. Žal rezultat ni bil v ospredju, rezultat je pomemben na večjih tekmovanjih, tako da računam, da bomo na večjih tekmovanjih pa seveda dosegli te zmage, predvsem proti Avstrijcem. Všeč mi je odlična atmosfera v sami ekipi, igralci so zadovoljni, da prihajajo igrati za državno reprezentanco, dejansko so zopet ponosni na to, da igrajo za slovenski grb in za slovensko zastavo. Lahko bi rekli, da je to tudi svetla točka slovenskega hokeja. Doma se s klubskim hokejem sicer precej ukvarjamo, ampak tako nizko kot tokrat še ni bil. Je pa potrebno reči, da reprezentanca je v tem trenutku nosilna sila hokejskega dogajanja pri nas. Ja, sigurno članska reprezentanca se mi zdi je tisti glavni motiv, promotor slovenskega hokeja. Ne strinjam se pa tudi, da sama klubska scena, vi morate vedeti, da je pač klubska scena pred leti kar zaostala za kvaliteto, ki jo ima državna reprezentanca. Danes imamo pa v državnem prvenstvu, ki ga igramo skupaj z Avstrijci in pa Italijani, 6 ekip, kar se ni zgodilo že cirka 15 let. Imamo prvič po 15 letih se igra članski hokej v Celju in to z domačimi igralci. Vseh 6 ekip nastopa brez tujcev. Težave pa seveda s profesionalnim ekipnim športom, ne samo se mi zdi v hokeju, ampak tudi v Sloveniji. Dejansko slovensko gospodarstvo ne dohaja, ne more več tako podpirati slovenskega profesionalnega športa kot pred leti. Pozna se tudi kriza, zato bo treba seveda postaviti profesionalizem, tudi profesionalizem na druge temelje, na realna tla, tako kot smo mogoče naredili s klubskim športom v hokeju, dejansko za relativno majhne stroške, govorim tam znesek od 100 do 150 tisoč evrov, se igra kar dosti zanimiva mednarodna hokejska liga, ki obenem šteje tudi za državno prvenstvo. Žal je potrebno ob tem še naprej nekakšno izzivanje. Na tribunah ni več tistih števil gledalcev kot nekdaj. Za omenjene vsote se lahko igra v ligi, ki ste jo omenili. V Ebel ligi, ki je bila vedno nekakšen cilj našega klubskega hokeja, imamo enega predstavnika, ki je krepko na zadnjem mestu. Tam je enostavno potrebno zbrati vsaj 800 tisoč do milijona. Je to slovenska scena sploh zmožna? Je zmožna, ampak te težave niso nastale letos ali lansko leto. Te težave se vlečejo že leta. In dejansko nikoli ni nastopil ali bilo toliko poguma ali nekako ocenili, da je primeren trenutek, da bi se naredila črta, stopilo korak nazaj in začelo na nekih zdravih temeljih. Podobno zgodbo smo imeli tudi na zvezi. Primanjkljaj v samem budžetu, ko sem jaz prevzel hokejsko zvezo, je bil res ogromen, preko milijona 400, potem se je vmes še ugotavljalo dejansko, da je še večji minus, ampak v 4 letih smo uspeli sanirati to situacijo in se mi zdi, da prihodnje leto bo več ali manj finančna situacija sanirana, tako da bomo imeli kar veliko možnosti za razvoj hokeja tako na reprezentančni ravni, kot tudi pri pomoči klubom na klubski. Je pa dejstvo, z profesionalnim klubskim profesionalizmom v klubu se pač zveza ne more ukvarjati. Bistvo zveze je seveda, da skrbi za vse klube enako in da dela na množičnosti. In seveda idealna situacija v Sloveniji bi bila, da imamo 2 profesionalna kluba in pa seveda 6-7 regionalnih centrov, kjer bi se nekako rekrutirali mladi hokejisti in igrali potem v teh 2 profesionalnih klubih. Jaz sem optimist tudi za Jesenice, dejansko lansko leto, ko se ni igralo, letos, ko se igra z INL ligo, verjetno tudi prihodnje leto, potem pa se mi zdi, da
se bodo priključili tudi sami organizaciji, novi ljudje, ki bodo razmišljali drugače, kot se je razmišljalo do sedaj, ko se bo dejansko vlagalo v mlade kadre, ko se bo vlagalo v pogon, v igralce, ne pa toliko v obrobne stvari, kot razne organizacije in druge zadeve, kot se je do zdaj. Konec koncev, po podatkih lahko vidimo, da je bilo kar dovolj denarja v slovenskem hokeju, ki je bil pa seveda nepravilno porabljen. Še najmanj nepravilno za slovenske igralce. Lahko bi rekli, da nekateri že brusijo jezike, prej ste rekli, da zveza mora biti ob boku vsem klubom, nekako je to tudi krovna organizacija vseh klubov, da ste se odločili za ta tim Jesenice. Boste vztrajali pri tem? Ja, pogledajte, to je vedno tako. Lansko leto, ko nismo nič naredili, se je veliko kritiziralo, da zveza ni nič naredila, letos smo naredili, da se igra, da pride približno 1000 ljudi na tekme, da kamorkoli Jesenice pridejo, da v Sloveniji, da je polna dvorana. Zadnjič sem bil v Slaviji, na Slaviji v Zalogu, tribune so bile polne, ko so igrali s Celjani tudi. Skratka, vedno se najdejo isti kritiki, ki jim enkrat ne odgovarja, da nič ne naredimo, drugič, da kaj naredimo. Podobno zgodbo bomo peljali tudi drugo leto, seveda, če se vmes ne bo najdla ekipa, tista, ki bo skrbela za ta tim Jesenice, da bo igrala na tej ravni, kot igra sedaj. To se pravi na amaterski ravni, ki bo vedela, koliko prihodkov na leto lahko ekipa dobi in seveda v sklopu teh prihodkov tudi odigrala to INL ligo. Moram pa priznati, da bo INL liga še bolj dobila na pomembnosti. Ne danes, oziroma prvi dan, ko smo prišli sem, smo imeli sestanek z predstavniki Avstrijske zveze, Italijanske zveze. Tukaj po vsej verjetnosti se bo že v prihodnji sezoni priključil Kitzbühel. Italijani pa imajo kar dovolj, kako bi rekel, v sami federaciji vroči krvi, ker bi kar nekaj klubov se želelo priključiti tej INL ligi. Italijani sploh veliko delajo na promociji in jaz mislim, da to tekmovanje mogoče je kar malo zapostavljeno, ampak igra se kvalitetni hokej, predvsem igrajo pri nas samo slovenski fantje, to je ključnega pomena za našo zvezo. In prihodnje leto oziroma že v sami končnici bomo na zvezi naredili določene poteze, da bomo naredili več na promociji tega tekmovanja. Konec koncev bo tudi v ponedeljek, mislim, da smo 22. januarja, sestanek vseh klubov na Bledu, kjer bomo predstavili, takrat se bo ravno zaključil ta redni del tekmovanja, predstavili, kako se bo igrala končnica in potem tudi že več ali manj vedeli, katere ekipe vse bodo nastopale v sezoni 2013-2014. Možno je, da bo ekip res veliko, 20 ali še več, lahko samo 16. Potem bo seveda razmišljati treba o novem tekmovalnem sistemu. Je pa to seveda samo dobro za slovenske klube, da na tak, recimo, ugoden način pridobivajo mednarodne izkušnje. Sem ste prispeli tudi s popotnico domače izredne skupščine. Seveda ste morali dobiti potrdilo za finančni načrt, če želite priti do finančnih sredstev, ki so prepotrebna za pot v Soči in pa tudi za svetovno prvenstvo oziroma za delovanje zveze v naslednjem letu. Enostavno se morate soočati tudi s takimi zadevami. Demokracija naj bi bila doma tudi šport. Ja, problem v tem je, da seveda, ker je moj princip, da delamo transparentno, potem se veliko podatkov razkrije in potem tista opozicija, ki je stalno prisotna že od vsega začetka, seveda lovi malenkosti, ki so nepomembne za razvoj hokeja v Sloveniji. Ko sem se mi zdaj nam peljala zvečer po tej skupščini, moram priznati, da so se pač glave ohladile, veliko sva razmišljala, ampak dejansko lahko povem, da namesto, da je bila skupščina zgolj formalnost, je bila dolga skoraj 3 ure, predvsem pa so imeli za veliko povedati ljudje, ki so bili v prejšnjem predsedstvu in ki so naredili tak minus, da danes zveza še po 4 letih ne more izplavati iz rdečih številk. Jaz upam, da bo to prihodnje leto že doseženo, da so to ljudje, ki so dejansko
propagirali samo EBL ligo, zanemaril se pa razvoj klubov, klubski razvoj v ostalih centrih. In da zdaj imamo kaj? Imamo super zadovoljno situacijo, ne samo v članski reprezentanci, se mi zdi tudi v vseh ostalih reprezentancah, postavljene strokovne ekipe, postavljen strokovni svet, finančna situacija je jasna, do igralcev imamo poravnane vse obveznosti, tudi do ostalih. Imamo množičnost prve lige, 6 klubov po 15 letih prvič v Sloveniji in prihodnje leto, ko bo skupščina, kjer se bo izvolila novo vodstvo za naslednje 4 leta, prihodnje vodstvo čaka samo še delo na razvoju, na promociji, na marketingu, skratka na boljši prepoznavnosti slovenskega hokeja v Sloveniji in v mednarodnem merilu. Tako, to nagajanje se mi zdi, da ni v ponos hokejistom, da nas samo ovira, namesto tako kot je eden od delegatov iz enega kluba dejal, da bi to lahko končali v 5 minutah in da bi se posvetili hokeju, smo se dejansko ukvarjali z formalizmi in pa z nagajanji posameznikov. Lahko bi rekli, da Soči bo brez težav šel mimo in prav zagotovo bo šel tudi mimo. 4 tekme bomo ob Črnem morju zagotovo odigrali, tudi vse priprave bodo potekale kot se mora, denar bo zagotovljen. Vsaj za sebe oziroma za mene osebno pa je potem zelo pomemben nastop v Seulu. Zelo dobro bi bilo čim prej znova priti nazaj med najboljšim. Tam pa kar nekaj naših ne bo, ker pač igrajo v takih klubih na tujem, da jim to ne bo omogočilo. Ja, cilj je seveda vrnitev. Drugega cilja ekipa ne more imeti, tudi če ne bodo igrali najboljši. Mislim, da ima Matjaž sestavljene scenarije, kaj bo, koga ne bo. Ampak ravno ta turnir, recimo prvi dan tekma proti Belorusom je pokazala, da lahko igramo z vsemi 4 napadi enakovredno. Tako da mene to ne skrbi, imamo ogromno mladih fantov, tudi dobrih, ki so ostali v Sloveniji in jaz pričakujem, da bomo v Koreji dosegali uspeh in se vrstili nazaj. Je pa seveda počasi bo potrebna določena zamenjava, določeni fantje bodo zapustili igranje državne reprezentance ali pa tudi ne. Verjetno jim bo mogoče še večji izziv potem prihodnje leto svetovno prvenstvo na Češkem. Kratka, jaz sem večni optimist in mislim, da nam bo uspelo se po letu dni vrniti nazaj v elitno divizijo. Takega optimista, kot ste vi, bo tudi slovenska delegacija nekako rabila na čelu te delegacije. Sedaj, ko vam je Primož Ulaga dobesedno odprl vrata, da ga boste zamenjali, ne dvomim, da bo temu tako v naslednjem tednu. Kako in gledate na vse skupaj, da bo hokejist oziroma človek iz športa na čelu te olimpijske delegacije? No, seveda, to je dolžnost izvršnega odbora Olimpijskega komiteja, ki bo čez dober teden, prihodnji ponedeljek v 12. v Ljubljani. Jaz bi seveda z veseljem sprejel to odgovornost. Že vrsto let delam v športu, v rane mladosti in bi to bil le dodaten izziv, da Slovenijo predstavimo res v odlični luči v mednarodnem merilu in pa tudi ljudem, ki bodo prišli v Soči spremljati ne samo hokejiste, tudi vse ostale tekmovalce. V Vojensu smo razmišljali, da bo zagotovo nosilec zastave Anže Kopitar, ki žal ne bo, kajti dan pred otvoritvijo bo še igral v Los Angelesu, pa naj potem delegacijo v Soči vendarle vodi hokejist, predsednik Hokejske zveze. Hvala lepa za pogovor. Hvala lepa tudi vam.